Tako izgleda letošnja znamka solidarnosti. Na njej je upodobljen švicarski Nobelov nagrajenec Henri Dunant. Uporabniki javnega potniškega prometa in pošiljatelji pisem boste ta teden zanjo morali obvezno odšteti dodatnih 13 centov. Zakaj pa ne? Vsak nekaj malega. Jaz grem jutri na dolgo pot v Indijo, zopet nazaj kot prostovoljka. In se mi zdi, da se vsak ne malo zamisli, ne? Torej, tako solidarnost, podpirate to, da zbiramo denar za ostale? Ja, tudi, vedno. Cela družina. Malo po malo, ne? Potem bo en velik ocean. Žal, moramo mi, če drugi ne morejo, ne, ali nočejo. To je pač tako vedno. Reveži vedno revežu pomagajo, to je tako vedno bilo in ostane. Na Rdečem križu obljubljajo, da bodo pridobljena sredstva smotrno porabili. 70% jih bodo namenili ljudem, ki so jih doletele naravne nesreče, preostalih 30% pa socialnim programom za enkratno pomoč. Veliko je ljudi, ki zaradi te dopolnilne znamke tudi dodatno pišejo znancem. Še večje število je pa ljudi, predvsem tudi v podjetjih, zavodih, ustanovah, kjer v tem tednu ne pošiljajo redne pošte, ker je to pač neko dodatno breme. V teh dneh vas na Rdečem križu nagovarjajo, da pogosteje uporabljate javni promet in napišete čim več prijaznih pisem vašim prijateljem. Le tako se bo na računu nabralo čim več sredstev. V lanskem letu je bilo 150 355 evrov zbranih sredstev za tovrstno solidarnostno pomoč tistim, ki so pač v največji stiski. To pa še zdaleč ni dovolj. Kot je povedal Kovačič, bi si želel, da bi se nabralo najmanj 200 000 evrov. Da je stiska na Štajerskem precej huda, pričajo podatki, saj na Rdečem križu v letošnjem letu beležijo kar 40% večje potrebe po paketih pomoči.